Šele po tetini smrti je naša sogovornica ugotovila, da je občina za tetino bivanje v domu založila 26 000 evrov. Zahtevala je račune, s katerih bi bilo razvidno, za katere storitve je občina doplačevala tetino bivanje v domu. Ustreznih pojasnil pa ni dobila. Vprašanje, kam sploh ta denar zginja, ne? Med 9000 evri, ki imajo račune, ki so pogodbi ne vem kaj, in 16 000 evrov. Kje je to? V domu odgovarjajo, da občini izstavijo račune poimensko na podlagi odločbe Centra za socialno delo in glede na število dnevov bivanja v domu ter storitev, ki jih opravijo. Povedati moram tudi to, da so vse pokojnine na trajniku stanovalca, da dom s tem nima nič in da potem se tudi avtomatsko iz trajnika trga stroški za oskrbne dni. Silva Pavlin je znesek dolga tetine oskrbe uspela poravnati, na papirju pa je občina še vedno lastnica nepremičnine. Čeprav je postopek umika zelo hiter, se s tem odlaša. Mi načeloma kontrole na terenu za opravljeno storitev ne izvajamo. Prepričana je, da se v domu z denarjem oskrbovancev in občine dela za njihovimi hrbti. Tle je cel kup ljudi, ne? Jaz mislim, da je cel kup ljudi, ki v bistvu niso s tem niti seznanjeni, ne zakoni, ne skupaj in jim potem vzamejo premoženje. In se reka, še hujše pa je, ne? Kadar pa te ljudje nimajo premoženja, potem pa to občina plača. Se pravi, mi vsi plačamo. V vsej zgodbi ostaja slab priokus, občutek, da ni nadzora nad porabo denarja. Dom upokojencev z lahkoto izda račun, se ga poravna občina z javnim denarjem. Nihče pa ne preverja, če so bile obračunane storitve tudi v resnici opravljene.